V Krški vasi, kjer se ob vsakem večjem neurju soočajo s poplavami, je težava v tem, da Krka ob narasli Savi nima kam odtekati in se razlije. Savo je treba poglobiti, saj bi tako Krka ob naraslem vodostaju lažje odtekala, poudarja župan Ivan Molan. Izgradnja protipoplavnih nasipov in hidroelektrarne Mokrice je zato edina rešitev. Državni prostorski načrt za brežiško hidroelektrarno je sicer že sprejet. Jaz verjamem, da bomo čim prej uspeli uskladiti tudi za Mokrice in da bo država našla denar za te ureditve. Treba pa povedati, da gre to po naših ocenah nekje grobih praktično 250 do 300 milijonov evrov, ki bo potreba investirati v te poplavne nasipe in pa vse urejanje ob hidroelektrarnah. V občini Krško pa je po besedah župana Mirana Stanka težava v tem, da stoletne vode presežejo raven zdajšnjega nasipa. Zato veliko pričakujemo od te rešitve, da se bo povišal ta nasip za približno 1 meter in pa da bi se zgradil ves nasip dol vodno od Zatona, se pravi proti štadionu Matija Gubca in naprej, ki je bil sestavni del brežiške elektrarne. Ranljivi del Krškega v primeru naraslih voda je stari del mesta oziroma Dalmatinova ulica, kjer Sava lahko poplavlja tako zaradi preliva prek ceste kot zaradi narasle podtalnice. Tokrat so gasilci črpali vodo zgolj zaradi slednje. Kdaj torej sledi ureditev nasipov? Z dokončanjem Krške elektrarne naj bi se uredila tudi ta del do Zatona in še nekoliko dlje. Tako da ne bi to pravzaprav se zgodilo v letu 2013, ker namreč v tem letu pričakujemo tudi dokončanje elektrarne in torej obratovanje te elektrarne v polni moči. Letos so sicer za meter že poglobili strugo Save, v nadaljevanju pa torej sledi dvig nasipa.